Živijo, dobrodošli spet nazaj na moj kanal. Danes Apple event, september 2023. You should see me in a crowd. It's a lot, ampak also ni a lot. Torej, če me spremljate že dolgo časa, veste, da sem jaz največji fan Apple in da vsako leto čakam ta event. In pol naredim video o tem in vam vse povem, kaj se dogaja. Lahko si greste pogledati vse za nazaj, kaj sem že naredila. Vsako leto sem naredila unboxing od iPhone 11 naprej in seveda sem mislila, da bom to naredila tudi tokrat. Zdaj, sicer bom reviewala malo event, ampak nažalost boste slišali na koncu vse ostalo. V glavnem, Apple, kaj the fuck se dogaja? Ful smo se veselili septembra. Jaz sploh ne moram opisati, koliko sem bila sam navdušena, ker je bil končno spet event, vsako leto je 12. septembra in z Juretom smo zakempala na kavču in z računalnikom vse napisala in potem se je event začel in vam bom povedala par stvari, ki so nove, ampak honestly, it's not a lot. Prva stvar, ki je nova ura, tokrat je Series 9, ki pač ima nov S9 čip, kar pomeni, da je kao boljš, ampak honestly, jaz sem Series 5 se mi zdi, ki je ne nosim, ampak I don't see the difference. Čip je pač vsako leto mačken boljši. Čeprav ne vem, zakaj rabi biti boljši čip v uri, it doesn't do anything. Nova stvar je recimo, da lahko s Siri upravljaš health in jo vprašaš, I don't know, Siri, da bom imela menstruacijo, just useless. Lahko najdeš telefon z uro, če ga kje zgubiš in pa na uri gledaš, ko ti kaže smer, kje je telefon, to se mi je zelo cool. Kar je hardwaresko boljše, je to, da je zdaj svetlejša, se pravi, če je bolj sonce, jo boljš vidiš, v bistvu do 2000 nicov. Pa tudi minimum so zboljšali, da zdaj recimo, če si v kinu, imaš lahko na en nit always on display in je ful temno. Čeprav jaz preferiram, če dejansko jo lahko ugasneš, kadar si v kinu, ker je moteče. Ena res nova stvar je double tap. Prav, ko imaš ti uro gor, lahko sprejmeš ali pa prekineš klic s tem, da narediš tekle. Ne rabiš z roko. Slabo. I mean, se je cool feature, ampak a je bilo res to vredno nove ure? Da sploh ne govorim o Ultra dvojki, ker itak ne razumem, zakaj bi kdo dal 800 € za to uro. Sem imela folk, ki se ukvarjajo s športom in ne vem kaj vse, pa vsi pravijo, da jim je pač navadna ura čist dosti, da ne rabijo Ultra. Besides, jaz imam itak eno težavo s temi urami in to je, da promovirajo ta kao, da ti meri sleep schedule, se pravi, da ti meri spanje, ampak te ure imajo vse čist premalo baterijo, da bi jo lahko sploh čez noč imel gor, ker jo moraš dati filat, zato jo lahko naslednji dan uporabljaš. Tako da, overall, I just don't get it. Ne, ta nova ura, it's a no from me. Edino roza je zdaj, čeprav jaz imam rose gold uro, tako da je tudi ene par novih paščkov, kar pa, I guess, je cool, čeprav zdaj bojo dali ven usnjene paščke, zaradi tega, ker jih pač nočejo več. Ker so usnjeni. Zdaj pa pridemo na the big event, to je iPhone 15, 15, kakorkoli. Jaz sem bila excited. Jaz sem bila prilepljena na TV. Dynamic Island je bolj uporabljen. Dynamic Island, jaz bom zdaj iskrena, jaz imam zdaj ta iPhone 14, kjer jim tudi snemam že zdaj eno leto. In je cool, ker lahko vidiš directions za maps, lahko vidiš, koliko minut se pogovarjaš po telefonu, musko lahko vidiš, kje se ti predvaja. Tekno, dost useless. Glavna stvar v roza barvi bo in tokrat so pastelne barve, tako da imate črno, ki ni pastelna, modro, zeleno, rumeno in pa the big one, roza, ki je cute as fuck, ampak also to je edina stvar. Kar se tiče kamere, ok, je 48 megapikslov, main kamera. Boljši ima portrait mode, kar je v bistvu tole, kar zdaj gledate, se pravi pač, da je zadnji zamegleno. V glavnem, ta način je izboljšan in pa je dejansko ful dober, ampak se mi to zdi, da je bolj software. Ne vem, kaj ima to dost veze z hardware. Imate 5-kraten zoom, I guess. Ena stvar, ki mi je bila cool, je, da avtomatsko naredi portrait, se pravi, kjerokoli sliko, ko jo fotkaš, jo lahko pol naknadno spremeniš v portrait. Kar je cool, zaradi tega, ker jaz tudi kdaj pozabim portrait uporabiti in pol mi je žal in hočem narediti. Tako da zdaj to lahko narediš tudi v postprodukciji, ki imaš že sliko narejeno. Pa je lahko to narediš tudi na Macu, to bi res rada probala. Focus in depth control, kar dejansko pomeni, da pač če nekaj slikaš, lahko naknadno izbereš, katera stvar bo v fokusu. Pa seveda boljši night mode, kar mora imeti vsaka nova kamera. Zdaj je v telefonu čip A16, tako je to je pač višja cifra, če slučajno kaj imate na telefonu, ne vem zakaj bi, ampak
če začeno, lahko zdaj še bolj. Jej! Zadnje dve stvari, ki sta pomembne za ta telefon. Prvo je, da ni več silent mode switcha, da je pač action button in da je USB-C. Končno! Jaz sem toliko čakala na ta USB-C na iPhonu in ne moram verjeti, da se je končno zgodil. Ampak, vedno je ampak, bili so itak prisiljeni v to. Apple tega ne bi naredil, če ne bi Evropska unija tega zahtevala od njih. In besides, kaj se bo zdaj zgodilo z vsemi tistimi kabli, ki jih imamo od za lightning stvari? A je kdo pomislil na to? I think not. Zadnja stvar vedno je pač iPhone Pro verzija. In itak bo Tim Cook povedal, koliko je to najboljši telefon ever in morate biti full excited. In pol je bil isti kalan. S tem, da letos niti ni neke posebne barve, narejen je iz titanium, ne vem kaj ima in je full lahek in nobeden ni prosil za lažji telefon, okej? Če kupiš Pro Maxa, veš, da bo fucking težek telefon, ker je ogromen, that's what she said, in nobeden se ne pritožuje nad tem. Pač kupiš si ta velik telefon, če hočeš lažji telefon, si pač kupiš manjšega. I don't know. To ni bila neka taka full mind-blowing inovacija. Prej sem omenila že Silent Switch, je meni eden najboljših featurejev na iPhonu, zaradi tega, ker ne rabiš pogledati telefon in veš, a je naglasen na tih. Se pravi, če si nekje v kinu ali pa na kakem sestanku, lahko pač roko daš v žep, pošvataš telefon in takoj veš, a je na tih ali je na glas. In je simple. In mislim, da je Steve Jobs to hotel, da je pač najbolj optimalno, da ne rabiš vedno pogledati telefona, ker ponovadi, pač, recimo Android imajo tako, da pač v silent mode ga daš na telefonu. In meni je bilo to full všeč. In zdaj, kaj je action button, whatever. Ja, okej, se ga lahko nastaviš na ta setting, da bo pač to naredil, ampak kak bo ta haptic feedback, a bo, ne vem, zavibriralo, da boš vedel, a je silent ali ni. Lahko tudi nastaviš, da je, ne vem, flashlight ali pa kjerkoli druga aplikacija, da se ti odpre kamera. I don't know, kaj vse je zmožen ta action button. To se mi sicer zdi dober, ampak da je treba riskirati silent switch, ki je res bil dober, I don't know. Te gumbe, action buttone, ne vem kaj vse, imajo Androidi že ponovadi in so dosti useless. Zdaj, en problem, ki ga še imam jaz s tem, je, zakaj ni poimenovan iPhone 14S ali pa neki, da je pač manjši upgrade, zaradi tega, ker vsako leto dajo iPhone 11, 12, 13, 14, 15. Med 12 in 15 ni dost razlike, da bi bilo dejansko nova cifra. They never did that before in mi je ful čudno, da pač zdaj to vsako leto delajo. Ker je trenutno po mojem mnenju najboljši iPhone za kupiti. Jaz sem definitivno rekla, da je to še vedno iPhone 13 Pro, čeprav kakor jaz sem Pro, da sploh ne bojo več prodajali drugih kot 15, ampak nisem čisto ziher. Se mi zdi, da je bil res, tam je bil pik, vedno se dobro drži, še vedno ima bolj kot ne iste specifikacije kot 14 pa 15. Tako da, če slučajno zdajle kupujete iPhone, ne si kupiti 15-ke. 14, ok, maybe, ampak dajte, pač 13-ka je najboljša opcija, pa zdajle pač so itak cene šle dol, tako da iPhone 13, here you go, ta je po mojem mnenju najboljši. Imate tudi verzijo iPhone 13 mini, teda je manjši in je v bistvu ko en tak SE in tega recimo, da jaz poznam folk, ki ima iPhone 13 mini in jim je full the best in iskreno bi se strinjala, da je tak najboljši iPhone. Zdaj, omenila sem, da jaz ne bom kupila iPhona 15 in da ne bom naredila unboxinga. To je v bistvu zaradi tega, ker jaz sem vedno si sama kupila te iPhone z mojim denarjem in sem potem naredila video z tega. Letos, čisto iskreno, se mi pač ne splača, ker sem ful zadovoljna s 14-ko in bi rada ga uporabljala še naprej, kakor dolgo bo šlo, oziroma dokler ne bo nek redesign. Tudi sem si že večkrat rekla, da ga bom zamenjala samo, če bo nek full redesign, čeprav si ful želim biti the cool kid on the block in imeti vedno to novega iPhona, ampak letos I'm not gonna do that. Raj bom šparala, ker grem čez en mesec na Japonsko in pač mi bo prav prišlo julija pa pol. Če bom dobila, maybe kako sodelovanje, bom naredila unboxing, ampak zelo malo verjetno, ker Apple tega ne dela. Bom pa definitivno šla v trgovino, pa bom kakor vlogu vam pokazala, kako izgleda ta iPhone. Hotela sem pa še govoriti o tem, danes pride iOS 17, tako da če imate iPhone XS ali pa novejš, si ga lahko updatate danes. Ja, iPhone 10 ni več supporta za iOS 17, vsi, ki imate pa kasnejše, pa lahko updatate danes. In mogoče naredim nek video o tem, kaj je novega, čeprav sem že v prejšnjem videu malo govorila o tem. Dajte mi dol spodaj napisati, če bi vas to zanimalo. Drugače pa tole za ta video vse. Upam, da vam je bil všeč. In kakor vedno, like, subscribe in lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!